Živijo in lepo pozdravljeni v praznični peki. Danes se bomo lotili enega izmed najbolj priljubljenih peciv v Sloveniji – breskvic. Mehne, sladke, sočne, točno takšne, kot jih imamo najrajši. Pa še v malo vinčka jih bomo namočili. Gremo kar peči. V večji skledi zmešamo 3 jajca in 180 gramov sladkorja. Dodamo 10 gramov vaniljevega sladkorja. Nato jajca in sladkor stepamo toliko časa, da posvetlijo. Postopoma prilijemo še 220 ml olja in vse skozi mešamo. Dodamo še 3 žlice mleka in sedaj je čas za suhe sestavine. Vsujemo 480 gramov moke. Dodamo 10 gramov pecilnega praška. In vse dobro premešamo do takšne konsistence testa. Testo pokrijemo s folijo za živila in prestavimo v hladilnik za kakšno uro. Sedaj pričnemo z oblikovanjem breskvic. Delovno površino si pomokamo. Vzamemo polovico testa, drugo polovico pa prestavimo nazaj na hladno. Testo za breskvice razvaljamo v dolg svaljek, nekje debeline enega palca. Nato jih razrežemo, podobno kot njoke. Jaz sem delal 8 gramov težke breskvice. Pladenj obložimo s papirjem za peko. Breskvice sedaj posvalkamo v okroglo obliko in jih prestavimo na pladenj. Kar veliko breskvic bomo dobili iz te mase. Prestavimo jih v pečico in jih pečemo 12 do 15 minut pri 160 stopinjah Celzija. Breskvice še tople izdolbemo. Medtem ko jih izrezujemo, jih imejmo pokrite s krpo, da ostanejo tople. Pripravimo še nadev. K drobtinam dodamo 150 gramov mletih orehov, 10 gramov vaniljevega sladkorja ter 150 gramov stopljene jedilne čokolade. Prelijemo z decilitrom ruma in premešamo. Po potrebi dodamo še mleko, da prilagodimo sočnost nadeva. In pričnemo s sestavljanjem. V obe polovici breskvic dodamo nadeva ravno toliko, da gleda malo čez površino. Nato jo pritisnemo skupaj in odložimo na pladenj. Postopek ponovimo z vsemi breskvicami. Pričnemo z barvanjem. Vzamemo dvakrat po 150 ml pol sladkega vina, recimo traminca, in v vsakega dodamo živilsko barvo, rdečo in rumeno. Breskvice za kratek čas pomočimo v vino in jih postavimo na papirnato brisačko, da se malenkost vpijejo. Nato jih povaljamo še v sladkorju. Breskvice prestavimo v hladilnik čez noč, da se arome dobro prepojijo.
Dober tek vam želim.